Torej, spoštovane kandidatke in kandidati, spoštovane obiskovalke in obiskovalci in seveda vsi, ki nas spremljate preko spletne strani večer.com in preko BKTV, dobrodošli na večerovem soočenju na Ptuju, ki ga pripravljamo skupaj z BKTV. Torej, na soočenje smo v prvi vrsti povabili kandidatke in kandidate iz ptujskih volilnih okrajev, stranke pa so se na to same odločile, kdo jih bo zastopal, koga pošiljajo v boj na današnjo debato in verjamem, da so se odločile po tehtnem premisleku. Naše obiskovalke in obiskovalci in seveda gledalke in gledalci nekatere od vas že poznajo, vseh še ne, za ostale pa bo seveda priložnost, da jih spoznajo danes. Zelo sem vesel, da imamo spet mešano strukturo kandidatke in kandidatov, 4 kandidatke in 4 kandidati. Nekaj še o pravilih. Na začetku imamo uro časa, maksimalno uro in pol. Želel bi, da so vaši odgovori kar se da kratki in seveda, da sprožimo kako debato, kak pogovor, da se seveda vidi, v čem ste različni, da ne bomo poslušali predolgih izvajanj in predolgih predavanj, ki nekako tudi niso najbolj učinkovite v končni fazi pri volivcih. Torej, prosim, da ste kratki in jedrnati, lahko se prijavite tudi k kakšni repliki, je zaželjeno, in pa seveda spodbujam k demokratični in strpni razpravi. Pravzaprav v to niti ne dvomim, ker sem vas poslušal že, ko ste prihajali in vidim, da ste zelo konstruktivno se že pozdravili in podebatirali pred samim soočenjem. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni in pa začenjam kar s predstavitvijo po vrsti. Najprej za vsakega zelo kratko vprašanje, prosim tudi za zelo kratek odgovor, kasneje pa gremo k vsebinski razpravi. Začel bom kar tukaj. Gospa Nuša Vrabel Ferenčič, lep pozdrav. Lep pozdrav. Kandidirate za SDS, pravnica, delala je v gospodarstvu in lokalni samoupravi, podjetnica zdaj v družinskem podjetju, tudi mestna svetnica. Za državni zbor kandidirate drugič, leta 2008 bili pa ste tudi že nadomestna poslanka zelo kratko obdobje, pa članica sveta bolnišnice Ptuj ste. Najprej na kratko prosim za odgovor, zakaj ravno SDS? Zakaj ravno SDS? Zaradi tega, ker sem bila leta 2006 povabljena, da začnem sodelovati. Blizu so mi vrednote SDS, načela SDS, po duši sem demokrat in zato sem se priključila tudi stranke SDS. In še pod vprašanje kratko, kako, vi ste dobrodošli tukaj, ampak kako da stranka naša soočenja in soočenja BKTV pošilja ravno vas in ne kandidata, ki je že ptujski poslanec in tudi kandidira? Ste vi bolj na strankarski liniji ali je to kakšen drugi premislek v ozadju? Čisto po naključju, meni so predlagali, jaz sem sprejela, ker bi rada, da me Ptujčani spoznajo in to je edini razlog. Gremo naprej. Andrej Čuš, magister medkulturnega menedžmenta, državni sekretar, rojen leta 1990, torej zelo mlad, pa že kar dolgo v politiki in tudi na drugih različnih sferah, tudi predsednik Dijaške organizacije Slovenije v svoji rosni karieri, da tako rečem. Najprej ste bili član SDS, potem postali nadomestni poslanec, pa spet izvoljen za poslanca, potem izstopili iz SDS, potem postali predsednik Zelenih Slovenije. Torej tudi vas, samo na kratko najprej, zakaj povežimo Slovenijo? Moram povedati, da me veseli, da smo po 30 letih tudi v Sloveniji priča enemu, jaz bi rekel, povezovalnemu sredinskemu političnemu projektu, ki bo podpiral dobre ideje, ne glede na to, s katere strani pridejo, in tudi ta razdvojenost in skreganost slovenske politike vnašata veliko nemira tudi med prebivalstvo. Zato smo seveda odgovorni predvsem politiki in želim si, da to spremenimo. Mogoče še za vaš pod vprašanje, zakaj niste kandidirali kot zeleni? Tudi vam ni uspelo očitno poenotiti vseh zelenih strank, imamo jih kar nekaj v Sloveniji, zakaj torej niste šli samostojni? Pred volitvami se vsak pofarba na zeleno, potem pa sami vidite, kaj se dogaja. Moram povedati tako, da Zeleni Slovenije smo v svojo mrežo spet združili 3 zelene stranke, ki so se od časa Demosa pa v 90-ih razkropile. Za vse pa morate seveda biti 2. Ta projekt Povežimo Slovenijo pa sem prepričan, da prinaša tudi dolgoročno sodelovanje tako na regionalnem in lokalnem nivoju. Vsak bo naredil kak korak nazaj, da bo naredil 2 do 3 naprej. Naš cilj je seveda dobiti okoljski resor v vladi. Čaka nas veliko dela in to tudi javno povemo. Vprašanje je bilo sicer bolj o zelenih strankah zdaj, ampak gremo naprej. Priložnost za debato bo še. Kasneje Bernardka Jurič, diplomirana inženirka gradbeništva, delala na začetku tako na eni strani med gradbinci, potem na drugi na področju izdaje dovoljenj na upravni enoti Ptuj, tudi predavateljica.
magistrirala iz tehničnega varstva okolja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, aktivna tudi na Inženirski zbornici. Dela kot vodja ljubljanske izpostave podjetja Projekt d.d. Nova Gorica, kamor gre včasih menda tudi s kolesom in vodite gradbene projekte. Znani ste tudi po drugih zadevah, po ekstremnih športnih podvigih, denimo s kolesarskim po Avstraliji in tako naprej. Pa me zanima, zakaj ravno Gibanje Slovenija najprej? Zakaj? Zaradi gibanja, zaradi svobode. V zadnjem času, v zadnjih 2 letih nenehno poslušam, kako ljudje obukujejo dobre stare čase, nekako pesimistično ugibajo, kaj bo jutri. Politika bi morala biti pomoč ljudem, prihajati k ljudem, ampak postaja vedno bolj odtujena in vem, da lahko v Sloveniji živimo bolje. Prav zato sem se odločila, ampak da lahko pa v Sloveniji začnemo živeti bolje, moramo najprej izvoliti ljudi in na prava mesta postaviti tiste, kateri bomo jim zaupali, ki bodo lahko sprejemali rešitve, ki bodo premišljene, učinkovite, inovativne, trajnostne. In zato sem se odločila, da lahko z znanjem, ki sem ga si pridobila z delom v teh več kot 20 letih, tako na področju dela v upravnem organu, kot pa tudi v področju vodenja projektov, ki jih vodim, da lahko pripomorem k boljši Sloveniji, k spremembam, ki so potrebne. Da je to nekaj tako ekstremnega in da je v Sloveniji, da je zato to postalo vaš izziv, ker se ukvarjate z temi športi. Jaz pravim, da filozofija športa in pa filozofija politike ste si nekako zelo komplementarni. Za svoje športne projekte sem prav tako morala imeti jasno zastavljen cilj in brez trdega dela tudi rezultata ni. Tako mislim in tako se tudi v Gibanju Svoboda zavzemamo, da brez trdega dela tudi rezultatov ne bo, katere smo si jih pričakujemo vsi. Gremo naprej. Kandidat Peter Pribožič, Nova Slovenija, dolga leta prisotni na področju kmetijstva, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, tudi predsednik turističnega društva Ptuj, vodite tudi projekt dobrote slovenskih kmetij. Večkrat ste že tudi kandidirali za župana. Zakaj NSI? Zakaj vztrajate na tej poti? Stranko si izbereš enkrat in potem vztrajaš glede na vrednote, ki jih zagovarjam. Predvsem pa tudi zato, ker je Nova Slovenija v zadnjih 2 letih z odličnimi ministri naredila velik premik naprej, gre odločno naprej in se vidim v tem, da ta stranka je zaupanja vredna in tudi na lokalnem nivoju je veliko za postoriti in sem prepričan, da če bomo sestavljali vlado, bo veliko priložnosti, da to območje zastopamo. Pa vidite več izzivov v politiki ali v kmetijstvu? Ni v kmetijstvu dovolj izzivov? Seveda, jaz imam veliko dela v kmetijstvu, tudi če ne bom izvoljen, bom kar nadaljeval v tem smeri. Predvsem pa si želim, da bi pa področje pridelave hrane v Sloveniji v novem obdobju dobilo večjo veljavo in tudi večji pomen. Hvala lepa. Gremo naprej. Gospa Silva Razlak, LMŠ, na Ptuju končala ekonomsko srednjo šolo, zaposlena med drugim kot sekretarka organov konference SZDL na Ptuju, upokojila se je kot zasebnica, sicer 50 let prostovoljka in pa uspešna šahistka in kegljačica tekmovalka. Tudi reprezentantka Jugoslavije in Slovenije, nato pa aktivna v športu invalidov pri odpravi arhitektonskih ovir. Tudi dobitnica Bloudkove plakete. Tako zanimiva življenjska pot, kako to, da naslednji izziv vidite prav v politiki in zakaj LMŠ? Tako bom rekla, včasih so ta pozna leta tudi priložnost kaj narediti. Stranka LMŠ, to se pravi stranka Marjana Šarca, me je povabila k sodelovanju. Jaz sem se videla v njihovem programu, videla sem veliko priložnosti, ki jih peljem že skozi te projekte do sedaj in predvsem bi želela nekaj ali pa dosti več narediti za tiste, ki jim je bilo življenje nekoliko manj naklonjeno. Hvala, gremo naprej. Boštjan Koražija, Levica, knjižničar, gimnazijski maturant, aktualni poslanec Državnega zbora. Po podatkih Parlametra ste na zadnjih volitvah prejeli 782 glasov. 63 poslanskih pobud in vprašanj ste
vložili, kar je 4 manj od povprečja, če so podatki Parlametra držijo. Vaš bivši strankarski kolega je bil pa rekorder, Franc Trček, ki pa je pristopil seveda k socialnim demokratom. Zanima me, gospod Koražija, zakaj Levica in zakaj bi Ptujčani tokrat ponovno izvolili ravno vas? Levica zato, ker imamo tak program, se pravi, ki res nagovarja vse generacije in tudi v bistvu zastopamo zelene in rdeče teme, kar se v nekem žargonu izrazu, se pravi zelene teme, ker Levica živimo in delamo in razmišljamo zeleno, zavzemamo se za delavske pravice in zakonodajo, hočemo povišati plače, potem pa zakaj bi naj volili mene. Zdaj v tem 4-letnem obdobju mislim, da pač to se tudi potem mora vsak sam odločiti in to je tudi bistvo demokracije. Sem res z srcem in z dušo zastopal Ptuj, Spodnje Podravje in Haloze. Pobud ni bilo 63 oziroma vprašanj, ampak 68. Res pa je, da je Franc Trček tisti, ki je postavil največ vprašanj. Ki pa je pristopil k vaši sosedi, torej predlagam, da nadaljujemo kar pri vas. Vlasta Stojak, socialni demokrati, sociologinja, pedagoginja in menedžerka, vsa leta aktivna na področju zaposlovanja, trga dela, tako na ptujskem območju, pa tudi širše. Vodila je mariborsko enoto Zavoda za zaposlovanje, ki je druga največja v državi, predavala tudi v tujini, vodila tudi občinsko upravo na občini Ptuj in pa bila zaposlena kot pomočnica direktorja v Talumu. Doslej tudi že neuspešna kandidatka za županjo Ptuja. Zakaj vztrajate tudi vi pri vaših kandidaturah in zakaj socialni demokrati? Moram reči, da sem prvič stopila v politiko 2014, ko sem kandidirala na lokalnih volitvah za županjo in takrat sem bila prepričana, da lahko delamo drugače, da lahko uvedemo spremembe, ker sem takrat videla tudi druge priložnosti v lokalni politiki. Nekako vztrajam pri socialnih demokratih vsa ta leta, ker so mi blizu vrednote, ekipa in program. In v zadnjih 2 letih, ko smo pripravljali nov program za te državnozborske volitve in novo ekipo, se zelo vidim v tej ekipi. Mislim, da delamo drugačne stvari, imamo drugačno vizijo, kot jo ima sedanja vlada. In prepričana sem, da lahko s svojimi izkušnjami, tako v javnem sektorju kot gospodarstvu in tudi danes kot podjetnica, veliko doprinesem k boljšemu vodenju države. Hvala. Še zadnji kandidat, kratka predstavitev, Max Ferk, upokojenec, predsednik mestnega odbora SAB. Tudi vi ste že poskušali z kandidaturo, na zadnjih lokalnih volitvah ste podprli aktualno županjo. Dolgo ste že v lokalni politiki, zakaj vztrajate in zakaj ravno SAB? Jaz vztrajam pač, ker sem socialni liberalec in želim, da Slovenija postane zopet bolj demokratična, pravna država in svobodna, ker bo lahko se, da ne bomo zahajali v neke druge vode. Hvala. Zdaj pa začenjamo kar po teh predstavitvah z prvim krogom in sicer bi najprej se lotil kar vprašanja energetike. Ruski napad na Ukrajino ima številne posledice. Eno je seveda ta grozovita vojna s številnimi žrtvami, ki je pretresla svet, miru žal še ni, vsak dan gledamo grozljive slike. Ob tem pa je izpostavila seveda tudi probleme evropske odvisnosti od ruskega plina. To se je pokazalo kot strateška napaka, morda pa bi lahko sedaj pohitrila prehod na zeleno energetiko. Tudi na Ptuju je seveda precej močna odvisnost od plina in sabo sem prinesel v bistvu eno položnico, ne da bi zdaj zganjali cirkus, ampak da res vidimo. Tu je položnica, na kateri piše, da je 4-članska družina v mesecu januarju prejela račun za ogrevanje v 90 kvadratih na Ptuju 388 evrov. Ta oseba, ki nam je to dala, pa nam je zatrdila, njeno ime hranimo v uredništvu, da je lani plačala polovico manj. Zato me zanima, pa bi kar začel z tem vprašanjem, kaj je po vašem rešitev tudi v samem Ptuju, v sami mestni občini Ptuj in širše na področju energetike? Pa začnimo zdaj na sredini, mogoče kar gospod Privožič. Ja, seveda, energetika je pomembno programsko besedilo tudi pri Novi Sloveniji.
Gotovo je treba najti rešitve za nivo države. Nova Slovenija je zelo jasno povedala, da za električno energijo moramo narediti drugi blok jedrske elektrarne, predvsem pa spodbuditi in pa vedno bolj hitreje graditi tudi sončne elektrarne. Sam osebno sem samooskrben na svoji hiši z električno energijo sonca in mislim, da je to velika priložnost tudi za širši Ptuj. Seveda ne gre pa to čez noč. Ampak vidimo to položnico. Kaj, če se bo ta trend nadaljeval in zaenkrat ni videti, da bi se cene spustile, sicer država išče alternative in kaj bo to konkretno za Ptujčane pomenilo, ki se precej ogrevajo na plin? No, na prvi korak je vlada sprejela sklepe, ki so bili v pomoč, seveda dolgoročno bo pa treba hitro odreagirati in najti tudi rešitve z drugega konca plin pripeljati v Slovenijo. Gospa Jurič, kar pri vas nadaljujemo. Kar se tiče vojne v Ukrajini in pa distribucije plina iz Rusije tudi v slovenski prostor, prav gotovo ima vpliv na dobavo in pa tudi na cene. Zato moramo takoj pristopiti k čim večji aktivnosti za vključevanje obnovljivih virov energije. Avstrija in Nemčija so se že v bistvu napovedale, da bodo do 2030-2035 v bistvu postale popolnoma pridobivale električno energijo iz obnovljivih virov energije. Prav tako si v Gibanju Svoboda zauzemamo, da postanemo neodvisni od fosilnih goriv, vključimo kot edini vir zeleno energijo, pomeni energijo sonca, energijo vetra. Kar se tiče vključitve jedrske energije v sam sistem, o tem se mora širši družbeni konsens postaviti, v bistvu pomeni brez sprejemljivosti, tako okoljskega kot družbene sprejemljivosti, ki se mora izkazati na referendumu, dejansko ta akcija enostavno ni izvedljiva. Gospod Čuš, kakšno rešitev za Ptuj imate vi? Ja, takšne številke smo gledali: Jesenice, Mestna občina Maribor in pa Mestna občina Ptuj, torej 3 najbolj, bi rekel, po dvigih problematične občine. Poglejte, mi imamo za to na občini in seveda na koncesionarju ljudi, ki so za to zaposleni in plačani, bi to morali delati. Tako da to, kar se neke odgovornosti tiče, seveda pa smo spet vse pometli pod preprogo in tresla se gora, zgodilo pa se ni žal tukaj nič. Kar se pa tiče gibanja Povežimo Slovenijo, poglejte, ta agresija in napad Ruske federacije na Ukrajino je seveda nekaj zavržnega in obsojanja vredno. Zagotovo pa bo to seveda privedlo tudi v Sloveniji in v Evropi do pospešitve nekih procesov tudi na področju energetske samooskrbe. Zdaj, kakorkoli jedrska energija, mi se strinjamo s tem, kot je bilo povedano, da se temu predeli ljudstvo, vemo pa seveda, da to dvotretjinsko vsaj podpira prebivalstvo Slovenije. Ko pa govorimo o pospešitvi zelenega prehoda, pa si tudi moramo naliti malo čistega vina. Poglejte, vsi se strinjamo s soncem in vetrom, ampak kamorkoli pridemo v Sloveniji, da bi to postavljali, tudi potem voda, hidroelektrarne, posod je neka skupina 3-4 posameznikov, ki to blokira. In tudi jaz kot predstavnik zelenih si želim, da po 30 letih cincanja sedemo za mizo in naredimo odločne premike naprej. Lahko morda, hvala za odgovor, se bolj fokusiramo na Ptuj, gospa Nuša Vrablje Ferenčič. Ja, res je, take položnice smo videli v letošnjem letu pri naših občanih. Na mestnem svetu smo imeli tematiko, o tem smo imeli to izpostavljeno, pogovarjali smo se z vodjem javnih služb, obrazložili so, zakaj je prišlo do takega povišanja cen plina. Nažalost je bilo tukaj, ne vemo točno, kdo krivec, zgodilo se je, se pa hkrati tudi pogovarjamo že o prehodu na drugo kurilno strukturo oziroma na biomaso. Tudi ti pogovori potekajo, da bi začeli o tem na ta način kuriti, ampak to je sedaj zaenkrat še v stanju pogovorov, ni še realizacije. Bo pa treba k temu pristopiti hitro, kajti kurilna sezona bo poletje, pa bo potem tukaj. In do takrat, če ne bo rešitve oziroma dejanske rešitve, potem bomo se soočali z istim problemom. Drugo zimo bo treba seveda stanovanja ogrevati, kaj ne? Ja. Gospod Ferk, imate vi tu kakšno izvirno rešitev? Pa replika? Tale kriza ukrajinska je dokazala, kako ranljivi smo na tem področju, kaj se tiče oskrbe z energijo. In naša stranka se bo zavzemala za to, da se čim prej sedejo vsi igralci skupaj in se dogovorijo za konkurenčnost, zanesljivost, brezogličnost in okoljsko
naravnano trajnost. To se pravi, da si bomo izbirali energente, ki bodo okoljsko čisti in trajni. Kot je rekla kolegica, biomasa je ena od teh in mislim, da se Ptuj že pripravlja, da bo menjal plin za biomaso. Zdaj, kje se je zataklo, mislim, da na nekih razpisih, ali koliko sem sledil, da še ni tega in zato je prišlo do tako dragega plina, ker si ga niso zakupili za 2 leti. Komu ste želeli replicirati? Nobenemu, se pravi, damo besedi gospe Stojak ali pa kasneje. No? Gremo prvi krog, mogoče pa potem. Izvolite, tudi vam isto vprašanje, kako bo Ptuj zmogel preseči to krizo z plinom in z temi visokimi položnicami? Zagotovo je vojna v Ukrajini in vse dogajanje na energetskem trgu presenetilo marsikatero mesto. Odreagirali so v tistem času, verjamem, da tako, kot so najbolje znali. Zagotovo pa je potrebno do naslednje kurilne sezone najti eno rešitev. Jaz sem prepričana, da gre za energetika je strateška dobrina Slovenije in da mora tukaj veliko vplivati državna politika, ne moremo samo prepustiti lokalnim skupnostim, zato se tudi socialna demokratija zavzema za energetsko kapico proti energetski revščini, kar pomeni, da bi na ta nihanja v ceni energentov lahko država učinkovito regulirala, da bi preprečila takšne položnice in revščino državljanov, kajti vemo, da smo mi v regiji, kjer so dohodki bistveno nižji kot osrednja ali zahodna Slovenija, torej nas mora to toliko bolj skrbeti. Zagotovo pa vlaganje v zelene vire energije, tukaj govorimo o sončnih elektrarnah, o vetrnih elektrarnah, tudi vlaganje v drugi blok nuklearke in energetika mora ostati v zelo močni regulaciji države, da lahko tudi seveda pomaga prebivalstvu. Hvala. Gospod Koražija, ste vi tudi za drugi blok nuklearke? Mi v Levici se zavzemamo za to, da se začasno tale projekt, se pravi nuklearke NEK2 zaustavi in da se razpiše referendum in da se ne o tem potem tudi odloči ljudstvo in pove, kaj se želi oziroma kaj misli o tem. Bi pa še se že rad potem prej navezal na prejšnjo razpravo glede teh visokih položnic. Za te visoke položnice je v večjem delu oziroma v večji meri kriva Vlada Republike Slovenije. In tudi minister Vrtovec, ker bom povedal tudi z osebnih izkušenj, jaz sem že glede teh položnic in zvišanja energentov na trgu opozarjal njega, gospoda Vrtovca in tudi njegovega državnega sekretarja, gospoda Košoroka, da naj čim prej ukrenejo in ukrepajo, da ne bo prišlo do zvišanja, se pravi, zvišanja porabe oziroma te položnice, da se bo zvišale v času kurilne sezone. In tudi, kar je bilo zanimivo, kar tudi lahko dokažem in tudi povem, je bilo to, da sem tudi gospoda Košoroka takrat opozarjal, ker je pač obljubljal, da bodo to uredili. Sem rekel, da ga bom vprašal aprila, kako bo z cenami energentov na trgu in vidite, kaj se je zgodilo. Imamo že 2 prijavi k repliki, ampak končajmo, oziroma že 3. z gospod Razlak, pa potem sprožimo. Zdaj, te povišane položnice so pravzaprav že bile pred ukrajinsko krizo. To se pravi, ta ukrajinska kriza je samo še poglobila in dejansko parcialno reševati energetsko vprašanje samo po občinah ne bo šlo. Jaz mislim, tako kot so že rekli predhodniki, je to treba regulirati na državni ravni, morda sprostitev kakih državnih rezerv, mogoče ukrepi ustrezne davčne politike. V glavnem, za ljudi je zdaj vse eno, kaj imamo napisano v naših programih. Treba je iti v realizacijo. Redo. Prva replika, gospod Čuš. Ja, jaz moram povedati, da je nenavadno, namreč Republika Slovenija je 4. država v Evropski uniji, ki je sprejela poseben zakon, s katerim je pomagala prebivalstvu in gospodarskim subjektom ter tudi kmetom. Torej, prav poseben zakon smo pripravili, da smo šli naproti ljudem in zdaj govoriti tukaj, da seveda še bi potrebovali večjo vlogo države, morda hvala Bogu, ampak je pa seveda treba povedati, da kolegice in kolegi iz opozicije vse vidijo zelo črno in vedno rečejo, da preveč trošimo, tako da po eni strani hočejo, da damo več, po drugi strani pa govorijo, da smo preveč dali. Mi, bom vsaj rekel, v vladi smo ravnali maksimalno odgovorno, zadolževali smo se po negativnih obrestnih merah, se refinancirali oziroma vse kredite tudi
popravili. Moram pa seveda pač povedati, da mi smo vsaj dali to za ljudi in za gospodarstvo, tiste, ki ustvarjajo, tisti, ki so res imeli probleme, ne pa v banke in seveda neke druge subjekte. Kratka replika. Ja, jaz bi nadaljevala tukaj, je gospod In komu replicirate? Gospodu Koražiji, ker dejansko ne priznavam tega, da je vlada kriva za dvig cen energentov, to je že bilo predhodno in je svetovnega, bom rekla, svetovni problem. Nadaljevala pa bi tu z gospodom Čušom. 70 milijonov evrov je bilo vloženi za pomoč gospodarstvu in pa gospodinstvom. Krati pa, če smo pozabili... Ampak zdaj se pogovarjamo o energetiki. Za plin bi samo še povedala, dogovarjajo se za ameriški plin in pa v reki bo tudi skladiščenje. Tako da ne govori, da se ne dela tudi za trenutno pomoč za naprej za plin. Gospa Jurica je Jaz mislim, javila. da to kurilno sezono, ki prihaja, lahko rešimo v bistvu samo z regulacijo cen oziroma za spodbudami. Kar se tiče prestrukturiranja iz enega vira na drugi vir, izhajam iz te panoge, v bistvu ne moremo kar začeti rabimo drugačne, rabimo kurilnico, rabimo transport, rabimo skladišče, ne moremo kar priključiti iz zemeljskega plina na biomaso, v bistvu te zadeve treba pripraviti projekt, v bistvu ne moremo kar menjati energenta, v bistvu vemo pa, da postopek in pa tudi dobava drugega načina, drugega energenta v bistvu ni enostavna. Dejansko tudi distribucija plina iz Amerike, ne vem, utekočinjenega, v bistvu govorimo o drugačnem plinu, ne govorimo več o zemeljskem plinu, govorimo o utekočinjenem naftnem plinu. In Katar in Alžirija. Skratka, se pa strinjamo, da je Evropa bila nepripravljena verjetno na to dejansko krizo. pa bila Evropa nepripravljena in v bistvu slovenski trg je bil izključno in pa še vedno dobiva izključno plin iz Rusije, v bistvu pomeni in v bistvu vsaj nekaj časa oziroma vsaj upamo, da čim krajšno obdobje še bomo odvisni od tega, ampak moramo vključevati čim več drugih alternativnih virov energije, sonce, veter v bistvu in pa zmanjšati potrebe porabe po zemeljskem plinu, ki prihaja. Gospod Koražija, pa potem gospod Pribožič. Ja, repliciram v bistvu gospe Ferenčič pa gospodu Čušu. Glejte, dejansko vlada bi morala v času pred to zdajšnjo krizo regulirati cene energentov na trgu, pa tega ni storila. Dejansko obstaja tudi zakon, ki to omogoča, ampak je dejansko prejšnjo leto deregulirala, se pravi, cene teh energentov in goriv in dejansko povzročila še večje položnice, ki ste jo prej pokazali, je tudi del te njihove odločitve, se pravi deregulacije cen. Morali bi pa res čim prej oziroma takoj že oktobra oziroma novembra sprejeti regulacijo goriv. Ampak če boste vi v vladi, boste torej zagovarjati ta princip kot gospa Stojakova. Skratka, so tudi socialni korektiv na tem področju. Ja, seveda, in kot rečeno, regulacija, koliko vem in tudi je znano, da pač se je zgodila ta delna regulacija teh energentov na trgu in potrebno bo še naprej v smeri regulacije delovati in tudi sprejemati odločitve, da ne bo prišlo do potem takšnih ogromnih položnic, ko ste prej pokazali. Gospod Pribožič. Ja, ravno repliciral bom pač Koražiji, ker je direktno izzval mesto Vrtovca. Moram reči, da je vlada naredila zelo veliko, da je situacijo vsaj delno rešila. Seveda v taki situaciji, kot se je Evropa znašla, kakršne se je Slovenija znašla, je pa težko najti rešitev, ki bo to, kar lahko opozicija govori, je eno, kaj pa vlada mora narediti, je pa drugo. Ja, pogovarjamo se, kako bomo proizvajali. Jaz pa mislim, da lokalna skupnost bi morala biti tudi bolj aktivna, kje bomo bolj šparali. Energetska sanacija preko ekosklada v strategiji države je, da bi letno energetsko sanirali približno 3% javnih stavb. Jaz opažam, da tukaj lokalna skupnost žal premalo aktivna. Ko pa poslušamo recimo socialne demokrate ali pa člane Levice, ki so o tem nujnosti zelenega prehoda, potem pa se moramo vprašati, zakaj potem na Elektromariboru smo potrebovali preko 7 oziroma celo 1 leto, da smo se lahko s svojimi solarnimi paneli priključili na omrežje, kolikor smo seznanjeni, danes čakalna doba po menjavi direktorja 1 mesec. Gospod Koražija se je še javil. Repliko tudi gospodu Čušu nazaj, se pravi, kaj bi imela Levica z nastavitev direktorja Elektromaribor, nimam pojma, ker nimamo dobenih linij oziroma povezav s tem. Druga zadeva pa, kar se tiče, še enkrat ponavljam, dejansko regulacija je bila prepozna se je zgodila in dejansko tudi vlada mora v večjem delu nositi odgovornost za te visoke cene energentov na trgu in potem više. Gospod Stojak. Replika še na gospoda Čuša.
Mi zdaj govorimo o strateških načrtih, ki jih je potrebno dobro načrtovati in dolgoročno planirati. Torej ne moremo zdaj v tej krizi, ko se je zgodila naenkrat, v en koš metati vse, kar smo naredili ali nismo. Zagotovo ima država to moč, da lahko kratkoročno regulira to, da se ne bi zgodile te položnice in 4 mesece kasneje, ko ljudje že nekaj mesecev plačujejo dražjo elektriko, dati 150 evrov neke pomoči. Marsikdo je medtem že potreboval pomoč, enkratno pomoč iz centra za socialno delo ali je mogel prikrajšati kje drugje. Tako da hitre kadrovske menjave zdaj omogočajo hitrejše odločanje pri nekih strateških odločitvah, se ne morem strinjati. Žal res? Hvala lepa. Mislim, da nas bo pri energetiki še kar vse skupaj bolela glava, vse dokler se vojna v Ukrajini ne bo končala, ampak treba bo očitno čim prej najti alternative. Našim kolegicam bomo tudi vprašali, da pogledamo čez 1 leto, kakšne bodo te ptujske položnice, ki seveda delijo usodo verjetno marsikoga. Gremo na drugi krog vprašanj in sicer na temo zdravstva in epidemije. Zanima me, kako se je po vašem mnenju odzval zdravstveni sistem. Tudi morda izpostavimo ptujski primer. Spominjam se začetka epidemije, ko je prišlo do prave afere, ko v ptujsko bolnišnico takrat niso želeli sprejeti okuženih iz doma starejših Ljutomer. Prava afera je takrat nastala, tudi minister Gantar je izrazil svoje globoko nestrinjanje na tem. Bolnišnica je imela seveda svoje odgovore in me zanima samo na kratko, kdo je kriv, da je takrat prišlo do tega zapleta in kaj menite? Se je takrat ptujska bolnišnica pokazala v dobri luči, govora je celo bilo o nespoštovanju Hipokratove prisege in tako naprej. Sicer se je potem zadeva pomirila. Pa začnimo, gospa Razlak, pri vas. Tu bi jaz težko odgovorila z ozirom na to, da je to stvar, notranja stvar pravzaprav bila bolnišnice, njihovega kolektiva, da verjetno je takratni minister želel narediti vse najboljše, ampak res moram reči, da nisem toliko spremljala takrat same razprave oziroma odločitev in škoda je dejansko, ker Ptuju je s tem pa vendarle bilo narejeno malo slabo ime. Gospod Koražija, gremo. Vsekakor v prvi vrsti zelo slaba komunikacija med ministrom in tudi predsednikom vlade, pa tudi takratno ministrico za kmetijstvo, gospod Aleksandro Pivec, ki je tudi z raznimi izjavami vmes med tem fopajem, ki se je zgodil takrat na Ptuju, dala izjave v smislu, češ da lahko celo pride do tega, da bi ostali brez bolnišnice na Ptuju. To je pač bilo eno izmed tem. Se strinjam, v takšnem primeru, kot se je zgodil na Ptuju, bi morali vsi skupaj stopiti in se pravi takoj prevzeti del odgovornosti za kako pač pomagati v tej epidemiji bolnikom. Je pa res, kot rečeno, bila zelo velika vrzel oziroma tudi nekaj na liniji oziroma šum na liniji v komunikaciji med vrhom države in tukaj lokalnim okolišem, tako da bi bilo potrebno tudi enkrat konkretno in z obe strani slišati, kaj v resnici je bilo takrat narobe oziroma kaj je šlo narobe. Takrat mislim, da je bolnišnica se bala, ne, tudi da bi enostavno postala kar COVID oddelek in da bi jo preprosto ukinili, ampak nisem jaz odvetnik bolnišnice. Tudi vaše mnenje me zanima, gospa Stojak. Menim, da je šlo za slabo komunikacijo in ad hoc rešitve. Tudi sama sem delala v velikem sistemu in v manj kriznih situacijah vem, kako je bila pomembna naša komunikacija z ministrstvom, preden smo naredili kakšen ukrep za državljane. Torej, tu zagotovo te komunikacije ni bilo, kajti bolnišnica bi se z ministrstvom morala dogovoriti, brez da bi mi za to sploh vedeli in skleniti nek dogovor, kako bo peljala to dejavnost naprej. Narejena je bila velika škoda, kar mi je zelo žal, kajti res se borimo za urgentni center in obstoj regionalne bolnišnice in to nam ni bilo v prid. Tako da mislim, da smo se iz tega tudi kar nekaj naučili, kaj pomeni dobra komunikacija in dobro vodenje. Gospod Ferk. Ja, tu se je bolnišnica zelo narodno odzvala. To se ne bi smelo dogajati v zdravstvu, da se odklanja bolnike. Je pa res, da kot moji predhodniki so rekli, da je bilo komunikacije nekaj narobe in da je šlo to v javnost, še pa bilo bolj narobe. Oni bi lahko se to sami zmenili in bi to bilo vse v redu. Zdaj so hoteli sicer nekaj se popravljalo potem in so samo, kar je enkrat storjeno, je storjeno. Potem je zadeva sicer bila sanirana. Gospod Pribožič.
Ja, kolikor je meni čisto znano, šlo je za insceniran štrajk od zunaj. Vodstvo bolnišnice se je ravno ta dan na ministrstvu dogovorilo, da se doma uredijo postelje za bolnike in takrat potem seveda je bil madež narejen, tako je, ko sem jaz bil imenovan v svet bolnice, smo prvo vprašanje je to, kako popraviti. Danes je pa bolnišnica, če gledamo v teh 2 letih, ne, preko 500 bolnikov je šlo skozi COVID oddelek. To vemo in bomo kasneje še o hočem reči bolnišnice. zato, ne, da vodstvo bolnišnice z ministrstvom takrat je imelo komunikacijo, bil pa je tisti štrajk narejen in insceniran od zunaj. Zdaj se opredelimo, prosim, okoli tega tudi za vas isto vprašanje. Takrat kot še državljanka, ki sem pač politiko spremljala, koliko me je pač tangirala, lahko rečem, da je šlo v bistvu za nekako zelo nepremišljeno, hitro odločitev in pač škoda, ki je bila narejena, se pač nekako ni dalo več tako, oziroma se ne da tako v kratkem času popraviti. Gospod Čuš? Ja, moram reči, da kot Ptujčan v Ljubljani takrat sem se počutil zelo neprijetno in da se tudi politika opletla, tudi lokalna skupnost, županjo na čelu. Jaz mogoče razumem, da takrat so zaposleni želeli s tem izsiliti boljše delovne pogoje in pa odločitev, da dobimo urgenco, ampak kakorkoli pa mislim, da tam ni bilo to primerno, da smo protestirali proti sprejemu bolnih. Gospa Nuša Orabilj Moje Ferenčič. mnenje je nažalost enako kot od gospoda Čuša, dejansko se to ne bi smelo zgoditi in tukaj bi mogla tako kot vodstvo bolnišnice, kot lokalna skupnost ne dovoliti, da se kaj takega zgodi. Eno kratko repliko ste prijavili. Samo repliko na izvajanje gospoda Čuša. Županjo na čelo ne moremo trditi, mislim, da se godi krivica, kajti županja za to ni vedela, županja je kasneje odreagirala, ko je bila zadeva že pregreta. Mislim, da smo vsi videli novinarsko konferenco ali pa ne vem, če smo bili takrat na Ptuju. Točno to, tiskovna, tako kot je povedal gospod Čuš, tiskovna konferenca je povedala svoje. No, občutek imam, da v bistvu vse skozi na mizi problem tudi statusa bolnišnice. To se vidi tudi pri sami ptujski urgenci, kar bi bilo kar moje naslednje vprašanje, moj naslednji izziv za vas. Kakšen bi po vašem mnenju sploh moral biti status ptujske bolnišnice? Končno je sedaj sicer prišlo do položitve temeljnega kamna za gradnjo nove urgence, ampak spet se je pokazalo, velik del denarja prispeva denarja, pa tudi občina. Spet ni šlo brez pravzaprav donacij iz domačega okolja, se pravi domačega gospodarstva in posameznikov, ki so skupaj zbrali kar lep kos denarja, 300 000 evrov občine in 337 000, mislim, da gospodarstvo, 160 podjetij, država sicer levji delež nase je prevzela. Ali ni pravzaprav danes žalostno, da v Sloveniji mora neka regija ali pa neko okolje samo, tako kot včasih, samo prispevkom zbirati za neko inštitucijo, kot je zdravstvena inštitucija? Ali niso državljani tudi na Ptuju, imajo pravico, da se jim zagotovi visok zdravstveni standard? Ali je tu za sistematično napako, sistemsko, napako pri ureditvi tega položaja? Pa začnimo kar z vami, ker ste tudi članica sveta bolnišnice. Ja, članica sveta sem postala v mesecu marcu. Tako da res je, ptujska bolnišnica je bila dejansko zapostavljena vsa ta leta in zbiranje denarja z gospodarstvom in pa lokalnimi skupnostmi se ne bi smelo zgoditi. Želja oziroma interesi včasih so bili, da jo se vzeme status regijske bolnišnice. Jaz mislim zdaj z tem, da se gradi urgenca, se to ne bo zgodilo. Plani so tudi nadaljevanje investicij v našo bolnišnico, tako da jaz mislim, da s tem zdaj so postavljeni temelji, da ostane regijska bolnica, kajti vseeno pokriva preveliko območje tukaj in zagotavlja zdravstveno varstvo tem ljudem in si ne bi smeli dovoliti več tega, kar se je dogajalo. Tako da jaz menim tudi po besedah gospoda Poklukarja je bilo rečeno, da se investiranje v zdravstveno oskrbo bolnišnice oziroma vse, kar bolnišnica potrebuje, bo nadaljevalo. Gospod Čuš, je to danes še pravzaprav žalostna slika, da morajo ljudje sami zbirati za osnovno zdravstveno varstvo? Jaz moram povedati najprej, da sem vseeno zelo vesel, srečen in pa hvaležen vsem, ki so pripomogli, da do tega sploh prišlo. Jaz mislim, da se vsi strinjamo in na vseh soočenjih pokažemo politično enotnost v podpori prizadevanjem splošne bolnišnice Ptuj, seveda v nadgradnjo tega famoznega prvega štuka in seveda tudi podpori vsem zaposlenim. Ta zgodba z urgentnim centrom Ptuj pa ima zelo dolgo brado in poglejte, imeli smo številne stranke tukaj, ki so tu bili prisotne in so bile na oblasti
pa so imele možnost kaj narediti, pa žal niso naredile. Potem, ko je bila še vlada Marjana Šarca, je nekako že bila ideja, je gospod Šabeder še takrat kot minister, sem upal kot Ptujčan, da bo NRP seveda potrdil in šel gradivo naprej v vlado. Potem je pač bilo povedano, da to ne spada med tekoče posle. Potem spet, bom rekel, smo padli v neko obdobje. Ampak zdaj ta temeljni kamen je položen. Temeljni kamen je, zadeva urgentni gre v center gradnjo. Kakšen naj bo status te bolnišnice, vas sprašujem? Status splošne bolnišnice Ptuj je rešen, ima stabilno finančno sliko, status kot urgentni center, torej 11 je v Sloveniji in jaz mislim, da nas nima česa biti strah. Naša prizadevanje pa želja pa more biti, da bo zdaj ta splošna bolnišnica pridobila čim več programov, da bo izvajala seveda čim več aktivnosti in da se bo tudi kadrovsko okrepila. Gospa Jurič. Jaz moram reči, da sem prav presenečena, da še se sedaj po 23 letih, namreč moja diplomska naloga pred 23 leti je bila prav urgentni center na Ptuju in pač mislim, mi je dejansko nedopustno, da se lahko v 23 letih sedaj bil kome pred slabimi meseci v bistvu položen temeljni kamen. Prav gotovo pa na Ptuju mora ostati Ptujska bolnišnica kot regijska bolnišnica, financiranje z donacijami objektov, ki so namenjeni v bistvu za javnemu zdravstvu, je pa dejansko nedopustno in tega ne moremo dopustiti. Gospod Pribožič. Hvala Bogu, da je prišlo do tega, da je se center začel graditi. Seveda bi bilo vse možno se dogovoriti 2016, bi bil ta urgentni center zgrajen za 2,5 milijona, zdaj je 4,5. Danes bi lahko se potreboval investicijski projekt za nadgradnjo, za operacijski del. Ptujska bolnišnica je bila bom rekel, zadnjih 25 let zelo zapostavljena pri investicijah. Vse vlade, ki so bile v tem času, so, bom rekel, Ptujsko bolnišnico puščale na cedilu. Taktiziralo se je z urgentnim centrom in operacijskim delom v enem paketu, ne moreš pomešati jabolka in hruške, ampak narediti odločitev, sprejeti to, kar je potem vlada zdaj naredila in hvala Bogu se tako razvija. Ptujska bolnišnica za 100 000 prebivalcev Spodnjega Podravja ta status bo ohranila, je v dobrem stanju in ima kar veliko programov za naprej, tako smelo načrtuje razvoj. Gospa Razla, kako vi vidite te načrte? Marsikdo, ko postane minister, začne razmišljati, pa tudi reče, ali ni tukaj blizu tudi Mariborska bolnišnica, pa Mursko-Soboška, pa Ptujska, in ko gre za tako bogato mrežo, potem vsak začne gledati številke. Mislite, da se ne more ponoviti ta zgodba, da bi se Ptujska bolnišnica bala za svoj obstoj? Jaz mislim, da se to ne sme bati niti bolnišnicam, niti prebivalci Ptuja. Bom pa rekla nekaj, mi rešujemo socialne probleme, ampak bolnišnico so reševali tudi nekateri socialni problemi, ki so morali odkupiti bolnišnična stanovanja, da so dali v fond za urgentni center. Ampak nič hudega, vsak je prispeval po svoje, ampak mislim, da bi bila Ptujska bolnišnica rešena statusa, če bi se šlo počasi na realizacijo pokrajin. In takrat bi verjetno bila to celo lahko pokrajinska bolnišnica. Gospod Koražija. Poglejte, kar se tiče urgentnega centra, je dejansko nepojmljivo, da ni država v celoti pokrila stroške investicije. Kapo dol pred gospodom Čušom, ki je tudi ta del zbiranja denarja takrat začel in tudi sprovedal in tudi je bil eden izmed glavnih akterjev pri sami graditvi oziroma pri sami organizaciji, da do tega projekta sploh prišlo. In glede na to, da je država iz proračuna financirala vseh ostalih 10 urgentnih centrov, bi bilo prav, da tudi Ptujskega, da bi ga takrat tudi Ptujskega v celoti, se pravi, financirala iz proračuna. Zdaj, glede, se pravi, statusa bolnišnice, seveda mora ohraniti ta status, ki ga ima, pa po mojem potem tudi še višjega, če bo le možno. Je pa res, da se stalno špekulira za temi zgodbami, kot ste prej omenili, se pravi, glede bližina Maribora in te stvari, ampak mislim, da je Ptujska bolnišnica za to regijo Spodnjega Podravja tako pomembna, da se ne bi smelo niti pomišljati v smislu kakšnih sprememb statusa, kaj šele. Hvala. Gospa Stojakova. Moram reči, da je regijska bolnišnica izrednega pomena, da je blizu ljudem, kajti ko odločajo sekunde, ne moremo govoriti o eni veliki bolnišnici v Mariboru. Tako da pozdravljam napore vseh, ki so pripomogli, da tukaj ostaja regijska bolnišnica in da bomo imeli urgentni center.
Ne strinjam pa se s tem, mislim, res smo unikum v Sloveniji, da smo zbirali denar s humanitarnimi športnimi prireditvami iz občinskih proračunov, torej tudi zdaj prodajemo zemljišča in bolnišnična stanovanja, da bomo to imeli, kajti drugim bolnišnicam v Sloveniji to ni bilo potrebno. Pa kljub temu, ker je res močna želja in volja, da bomo to imeli, smo naredili tudi to. Zato bomo vztrajali pri tem, da dobimo operacijski blok in negovalni oddelek, kajti sama sem bila zraven 2017, ko so nam predstavljali nujnost operacijskih dvoran in samo s triažnim delom pritličja, kar se zdaj gradi, ne moremo biti zadovoljni. Ampak v redu, slišimo zagotovitve vseh, da prvo nadstropje bo in to tudi pozdravljamo in ne glede na to, kdo bo na oblasti, kdo bo ptujski poslanec, prvo nadstropje moramo dobiti v čim krajšem času. Gospod Ferk, še vaše Strinjam mnenje? se s tem, da ptujska bolnišnica mora postati regijska, ostati regijska. Kot ste pa vi sami že ugotovili, to zbiranje denarja, ne, to pa je res žalostno za državo Slovenijo in za vse ministre, ki so do zdaj zavirali to, da se ni že davno začelo. Vsi so dobili te urgentne centre, razen Ptuj je zmerom izvisel. Tik pred tem, da bi se začelo graditi ali se podpisala pogodba, pa je to šlo nekam. In mislim, da to je slabo bilo za Ptuj. In ne vem, kaj bo zdaj naprej. Zdaj, kot vidim, kolegi pravijo, da se je začelo graditi, videti pa še ni nič, kaj da bi se začelo. Ta diplomska naloga pred 23 leti smo slišali. Ne? Gremo naprej na naslednji krog in sicer gospodarstvo, državna srebrnina in turizem. Spremljali smo po medijih zgodbo o predkupni pravici Save. Kazalo je že, da bo ameriški sklad York prodal delež Save, ki ima v lasti del slovenskega hotelirstva, torej tudi del Term Ptuj. Madžarski sklad naj bi se takrat polastil hotelov na teh prestižnih lokacijah, nato pa je država seveda uskočila in izkoristila predkupno pravico. In zanima me, kako ocenjujete v bistvu vlaganja v turizem strani države in držo države. V vsej tej zgodbi mi vemo, kakšen potencial turizma Ptuj ima in pa seveda, če se fokusiramo prav na ta zadnji primer. Naj torej slovenski hoteli in zemljišča ostanejo v slovenski lasti ali naj jih prodamo tistim, ki znajo s tem morda bolje delati kot mi. Pa gospa Stojakova, z vami začnemo tokrat. Zagotovo je turizem strateška gospodarska panoga za Slovenijo in posebej tudi za spodnje Podravje, kajti tukaj imamo, lahko rečem, stojimo v biseru Slovenije, Ptuj zakladnica tisočletij, staro srednjeveško mesto z bogato kulturo in absolutno potrebujemo turistične kapacitete. Gledamo v zadnjih letih, če primerjam od 2008 do 2019, se je zelo povečalo tudi število ležišč, prihodov turistov v Ptuj in v ta spodnji del Podravja. In zato je to za nas, za prebivalstvo, za zaposlovanje in življenje in delo tukaj v tej regiji turizem izrednega pomena. Pa ste vi bolj za, bi rekel, državno pobudo, državno lastništvo ali zasebno pobudo oziroma da so lastniki hotelov tujci? Zagotovo bi si želela, da so turistični objekti v slovenski lasti v gospodarskih rokah, ne v državnih. Ampak ta prehod, da je pa država zdaj te slovenske turistične bisere zavarovala pred nakupom tujih, torej madžarskega sklada, pa se mi zdi v tem vmesnem obdobju pametna odločitev, kajti brez tega bi verjetno vse te naše strateške turistične nepremičnine šle v napačno smer. Gospod Ferk. Jaz sem tudi za to, da ostanejo to v slovenski lasti. Lahko bi bilo tudi privat, samo dobro je bilo, da so zdaj zavarovali to, da niso kupili tujci. Ker Ptuj je le pomembno turistično mesto in imamo dosti kaj pokazati tukaj, tako da rabimo te kapacitete in še več bi jih rabili. Gospod Koražija, zasebni lastniki ali... Seveda državni lastniki. To v vsakem primeru, ker Slovenci oziroma država Slovenija ima obilo sposobnega strokovnega kadra, ki je sposobno voditi takšne projekte oziroma tudi državna podjetja. In glede na to, da imamo dejansko že tretjino slovenskih podjetij v tuji lasti oziroma vladujejo tuji lastniki, je to nepojmljivo, da se o takih zadevah sploh razmišlja. Pa ste zadovoljni trenutno z razvojem Term? Bom rekel delno. Gospa Razlak, enako vprašanje za vas, Terme Ptuj in lastništvo. Zdaj, kar se lastništva tiče, se strinjam z predhodniki. Terme Ptuj mislim, da so še vedno v dobri kondiciji.
ohraniti jih je treba, ampak stališče stranke LMŠ je, da se gospodarstvo in vsa infrastruktura, da ostaja v nacionalnem programu, v nacionalni lastnini. Tudi vi delite to mnenje, gospod Pribožič? Ne, lejte, turizem je gospodarska panoga, gospodarstvo pa morajo gospodarstveniki voditi in seveda tisti, ki so pripravljeni investirati. Mogoče je bila v zgodovini na Ptuju napaka za to povezovanje s Savo. Ne? Takrat smo zaradi investicije v nov hotel to sprejeli, ampak v zadnjih letih je šlo pa zelo navzdol. Včasih je igral hotel Terme Ptuj bistveno boljšo lokalno vlogo, kot jo danes, ker je omejen zaradi v tem velikem aglomeratu. Ne, nikakor. Zasebna iniciativa, gospodarstveniki, ki bodo investirali, ki bodo razvijali in na Ptuju rabimo tudi ne samo Terme Ptuj, ne, tudi ostale privabiti, da bodo tu investirali. Potrebujemo prenočišča in da ponudimo vso to bogatstvo, kulturno dediščino, naravno dediščino, kulinarično bogatstvo. Skratka, tu razvoj turizma, zdaj ko se gradijo kolesarske steze, poti postajajo zanimive. V Podravju je veliko boljše kolesariti, kot recimo v Kranjski Gori. Ne? Gospa Jurič. Kar se tiče turizem, v bistvu zelo pomembna strateška panoga, ampak v bistvu za turizem, za turističnimi kapacitetami je potrebno nastaviti ustrezni model upravljanja, ki bo zagotavljal varno, ustrezno v bistvu in pa uporabniku v bistvu storitev, katero pričakuje in katero bo plačal. Pomeni, kar se pa tiče razvoja turizma in pa kolesarstva, prav gotovo kolesarske poti, ki jih gradimo in sem vesela, da jih gradimo, niso namenjene samo v bistvu nedeljskim kolesarjem, ampak so namenjene tudi znižanje eksternih stroškov, pomeni zmanjšanje emisij v bistvu na okolje, zmanjšanje v bistvu prometa v mesta in v bistvu pomeni tudi, kako bomo pa dosegli to, v bistvu pomeni na Vam je vseeno, so lastniki država oziroma domači skladi ali tujci? Prav gotovo se zavzemam, da ostane lastništvo na slovenskih tleh. Gospod Čuš? Moram reči, da pozdravljamo to potezo, ki se je zgodila s tem, da se seveda to zaščitilo, ampak moramo se pa strinjati in poznati, kaj se tukaj v tej skupini Sava vse dogajalo. In zato nas tudi veseli, da se bo forenzično pregledalo vse transakcije za zadnjih 10 let, kjer bomo seveda, upam, da bo pravna država funkcionirala, čeprav sami vidite, da je to kar vprašljivo, pa tudi mnenje ljudi o tem je kar kritično. Kar se pa tega tiče, mi se strinjamo s tem, da se ne proda strateške infrastrukture, torej recimo železnic ali Telekoma, zagotovo pa mislim, da pa ni državni interes, da imamo toplice. In tudi, če pogledamo vlogo Save Turizma ali pa teh naših seveda biser, na katere smo seveda ponosni, prav krvavo kličejo in kričijo po investicijah, po posodobitvah in razvoju, ne pa da danes niti ne morejo več igrati nobenih partnerstev v konzorciju pri organizaciji večjih dogodkov, ker za to ne da nimajo niti kadra, kaj šele finančnih sredstev. Vi ste na Ministrstvu za gospodarski razvoj, ki ogromno ste se s tem ukvarjali, pa kdo je v resnici bil za tem skladom? So tudi dejansko bili madžarski kupci, imate kakšno informacijo? Poglejte, jaz med zasebniki ne delam razlike, pa če so ali iz Beograda, Budimpešta ali New Yorka. Moramo pa vedeti, da ta neka fobija pred madžarskim kapitalom v Sloveniji je samo 2% vseh tujih investicij madžarskih. In mislim, da to predvsem mantra ene ali dveh političnih strank in medijev. Jaz mislim, da vsak, ki investira v Sloveniji... To moram replicirati, ker vemo, da Mađari so močno prisotni. Ni letelo na vas, gospod. Vem, ampak zaradi objektivnosti. Prisotni so vse več, bi rekel, panogah, ne samo v medijih. Tudi v nogometu, konec koncev, financirajo lendavski nogomet. Tudi iz Beograda in New Yorka pa nas ne moti. Ne? Tako da jaz mislim, da treba ceniti in spoštovati vsakega, ki je pripravljen svoj denar vložiti v to, da so na Slovenskem boljši pogoji za delo, boljša infrastruktura in da se pobere več davkov. Še za vas vprašanje. Turistični objekti, kot so hoteli, kot so terme, naj gredo tistim, ki bodo znali s tem delati na način, da bodo prinesli razvoj, prosperirali v okolju in nam dali to, kar mi potrebujemo. Da se bomo v njih dobro počutili, da se bomo v njih zadovoljni in da bodo prinesli dodano vrednost. No, eden od simbolov, ki je tudi bil predmet prodaje, je bila tudi Ptujska klet, ki je Perutnina Ptuj je prodala Ptujsko klet.
kar je gotovo eden simbolov v bistvu tega območja zaradi vinorodnosti in izredno kvalitetnih vin. In lahko nadaljujem samo, če Ja. smo že pri Ptujski kleti, je čisto prav, da jo je prodala, ker je šla v roke dvema zasebnikoma, ki se ukvarjata s to dejavnost in bosta znala iz Ptujske kleti to narediti, kar njej pripada. Sem pa zasledil, da je tudi na sodišču se dogaja postopek, ker je po mnenju specializiranega državnega tožilstva naj bi Ptujska klet pridobila evropska sredstva, ki jih je uveljavljala na podlagi poslovnih listin oziroma računov, ki da niso bili verodostojni. Ampak to počakajmo, ker je sodni postopek teče. V vsakem primeru me tukaj zanima bolj ta lastniški moment, skratka Ptujska klet in lastništvo, gospod Čuš. Ja, bom rekel malo, 50 let nazaj so govorili zemljo tistemu, ki jo obdeluje, ne, in hvala Bogu, ne. Jaz, kolikor sem seznanjen tudi seveda s to vinarsko zadrugo in tudi trenutno vinarji so pristopili k oblikovanju panoge oziroma znamke Štajerska. Moram reči, da številne poznam in sem zelo vesel, da je prišlo do povezovanja in tudi za Ptujsko klet, mislim, moramo biti na ta biser ponosni in smo lahko veseli, da je prišlo, kajti zdaj se je končno razčistila prihodnost vinske kleti Ptujske in mislim, da bo zelo dobra. Glede na to, kdo je prevzel to Ptujsko klet, pričakujemo v bistvu, da bo dodana vrednost v bistvu in da se bo tudi v bistvu ta blagovna znamka, v bistvu Ptujska klet, Ptujska vina v bistvu razširila in uveljavila. Gospod Pribožič. Ja, Ptujska klet, jaz upam, da so ti novi lastniki tako usmerjeni, da bodo se povezali z vinogradniki, s pridelovalci. Seveda, če bi zgodovino obrnili nazaj, najbolj pošteno bi bilo, da bi se vinarska zadruga ustanovila takoj ko se je vzpostavil nov sistem, bi bila ta, bi rekel, naslednik tega imetja in bi vinogradniki imeli to klet v rokah in jo razvijali. Goriška Brda so tipičen primer uspešne vinske kleti, ki je zadružne lastnine. In v vinogradništvu pridelava, vemo, da v Halozah težko pridelaš grozdje za 1 evro, ne? Plačujejo ga še nižje. In če si lastnik in hkrati prodajalec vina, preko dodane vrednosti si lahko uspešen. Biti samo trgovec, pa biti pridelovalec je pa težko združiti. Ampak upam, da bodo lastniki sedanje Ptujske kleti in tudi vse to, kar se dogaja zdaj, povezovanje štajerskih vinogradnikov, tako zasebnikov kot kleti, bo dalo rezultat v pravi smeri. To je torej dobro, tudi vi delite to mnenje, novo lastništvo menedžerjev v Ptujski kleti. Takole bom rekla, morda pri turizmu in pa nasploh pri gospodarstvu mogoče malo pozabljamo na male gospodarstvenike, na male turistične, bom rekla, kmetije in mogoče je pa ta Ptujska klet, ko je prišla zdaj v to lastništvo, primer, da se to lahko združi in vključi in da bo iz tega pravzaprav lahko nastala dobra ptujska zgodba. Gospod Koražija. Se strinjam z gospodom Pribožičem, ki je prej omenil, da smo pač zamudili ta moment, da bi se zgradila oziroma naredila prava zadruga, se pravi, da bi tudi vinogradniki že takrat stopili v shemo in upam, da bo v bodoče tudi spet ta možnost se zgodila oziroma da bodo vinogradniki in vsi tisti, ki pač se ukvarjajo z vinom, dobili to možnost, da spet pride v zadružno last. Ptujska klet, simbol. Ptujska klet je res simbol in pomembna blagovna znamka Ptuja. Naša pomembna dediščina in Ptuj je tudi po tej kleti prepoznave. Vse na vse zadnje Ptujska vina so pili po vsem svetu, tudi Ameriki, v Evropi in smo bili znani po vinarjih in izvozniki vin. Torej pozdravljam, da so domačini odkupili Ptujsko klet in da bo ostala v slovenskih rokah, kajti tudi sama sem delala kot direktorica občinske uprave na Ptuju, ko smo se trudili za zaščito arhive v tej kleti, ko je SI vodil perutnino in v nakupu, ko so Ukrajinci kupili perutnino in nas je skrbelo za to ptujsko dediščino. Tako da mislim, da to gre v pravo smer. Res pa je, da se moramo truditi za več povezovanja z vinarji na Štajerskem, po zgledu, kot smo slišali, tudi Goriških Brd, kajti samo Ptujska klet ne more biti tako velik igralec na svetovnem trgu, v povezovanju pa je prihodnost. Gospod Ferk, tudi še vi. jaz pozdravljam to, da so domačini kupili to klet. Je pa še ena stvar, če bodo dobro sodelovali s pridelovalci vina, pol se ni bati za Ptujsko klet, če bo pa tu zaškripalo, je pa tudi problem, ker so tu še kar druge kleti, ki so tudi močne okoli in se lahko hitro presmerijo v druge kleti. Tako da
kot je rekel Peter, bi bilo dobro res ustanoviti zadrugo in bi se zavezali, da bi dajali grozdje ptujski kleti. Skratka, bolj ali manj ste za. Pa bom šel kar na drugo vprašanje, ker hočem tudi, da smo aktualni. Ptujska klet torej bila prodana strani Perutnine Ptuj. Perutnina Ptuj pa je zdaj pravzaprav na novi veliki fronti, najprej njen lastnik v Ukrajini. Tam je vojna in vojna ima posledice tudi na prehrambenem področju. Lastnik Perutnine Ptuj, torej ukrajinski holding MHP, se sooča z ruskimi napadi, izgorelo jim je ogromno veliko skladišče v Ukrajini, škodo so ocenili na 7 milijonov evrov, mislim, da je to bilo njihovo prav največje skladišče v Ukrajini. Tudi delnica, ki kotira na londonski borzi, je strmoglavila. Družba je bila tudi tarča spletnih napadov, skratka v žarišču te rusko-ukrajinske vojne. Zanima me, kako bi lahko te morebitne težave lastnika vplivale tudi na samo Perutnino Ptuj. Vemo, da je situacija precej negotova, in me zanima, ali obstaja potencialna nevarnost, da bo morala država s svojimi socialnimi korektivi tudi na tem področju kaj poseči. Gospa Stojak, pa začnimo tokrat z vami. Zagotovo je Perutnina Ptuj zraven nekaterih velikih gospodarskih igralcev, če tako rečem, na trgu tukaj v Podravju, zelo pomembna, kajti tu so številna delovna mesta, že tradicionalno, več kot 150 let, veliko družin je odvisno od zaslužka v Perutnini in ne želimo si nove socialne bombe, zato nas lahko to upravičeno skrbi. V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prodaje, zagotovo se bomo morali zavzeti, tako lokalna skupnost kot država, da bodo delovna mesta ostala tukaj, kajti prehrambena industrija je strateška za Slovenijo, sploh v sedanjih kriznih časih bomo morali delati bolj na samoskrbi, zaščititi slovenskega kmeta, slovensko zemljo, morda tudi prepovedati izvoz slovenske hrane, zato da bomo oskrbeli lastne državljane in delovna mesta, moram reči, vsako delovno mesto za Podravje je izredno pomembno, kajti tudi, če še samo to dodam, med slovenskimi regijami, Podravje še vedno zaostaja po bruto družbenem proizvodu, po višini plač, po kakovosti življenja in različni kazalniki še vedno kažejo velike škarje med zahodno in vzhodno Slovenijo, zato se bo treba boriti za vsako delovno mesto. Gospod Koražija, ali tudi vas kaj skrbi situacija? Zelo. Glejte, to je dejansko še en primer tega, zakaj smo, bom rekel, tovarne oziroma proizvodne obrate, ki so bili že v državni lasti, potem prodali zasebnikom oziroma zasebnim družbam. In glede na to, da bo prehranska samozadostnost ena izmed glavnih tem prihodnosti, bo potrebno tudi, bo morala, po mojem, država tudi z nekim socialnim korektivom pomagati in tudi iskati nove rešitve in tudi nove ideje, kam peljati smer industrije v smislu, da se bodo delovna mesta ohranila oziroma da se ne bodo izgubila. Ker kot že prej rečeno, to je dejansko res cela regija vpletena v ta del, se pravi v delovanje same Perutnine Ptuj. In res se bojim, da bi se zgodilo tako, kot se je zgodilo v Ormožu za tovarno Safilo, ko dejansko država vseeno ni tako ukrepala, kot bi morala v tistem trenutku, ker so dobivali subvencije, ki pa so potem jih porabili in dejansko razpustili. Gospod Razlak, je Ptuj pripravljen na morebiten udarec? Jaz verjamem, da je pripravljen, kajti v takih situacijah, kot se je zdaj pokazalo pri tej ukrajinski krizi, mogoče mi nismo niti pričakovali, da bo tudi Ptuj nekako prizadelo posredno. In verjamem, ali pa če obrnem, kako bi moral biti pripravljen, kako boste vi, če boste vladi poskrbeli, če bo prišlo do stiske? Ja, prav gotovo je tu stvar dogovarjan tako z lokalno skupnostjo kot na državnem nivoju, da ta obrat v Ptuju ostane vsaj v takem obsegu, kot je, če ne še večjem, in da bodo ti zaposleni vendarle čutili pripadnost temu kolektivu in da bodo čutili tisto socialno varnost. Gospod Pribožič. Ja, seveda, tudi tu bom rekel, če bi lahko film zavrteli nazaj in bi bilo lastništvo pred tem, ko so Rusi prevzeli in potem Ukrajinci, bi bila situacija lahko bistveno boljša, pa varna. Res pa je, da ta lastnik sedaj se ukvarja predvsem s proizvodnjo mesa in Perutnina kot taka na tej lokaciji in na tem območju
ima vse možnosti, da s to proizvodnjo nadaljuje, predvsem pa, da se začne investicijski ciklus v Perutnini. Potrebna je prenove tako predelava, skladiščne kapacitete. Trenutno je denarja dovolj na državnem nivoju, sploh so razpisi za skladišča. Mi morali zdaj narediti skladišče za pridelovalce soje, pražarna, vse spada tukaj v en sklop in da to, kar pridelamo, gre preko dodane vrednosti, preko mesa, v višjo dodano vrednost, bom rekel, in to je pomembno. Moramo biti pozorni seveda na to, da se lahko kaj zgodi. S perutninskim mesom smo preko 100% samooskrbni in mi rabimo dobrega igralca, gospodarsko močno družbo, ki bo znala to tudi prodati izven meja. No, ravno vojna, pravim, je faktor tveganja velik v tem trenutku in takrat nikoli ne veš, kdaj se lastnik odloči za morebitno prodajo in takrat se spet utegne zgoditi, da bo perutnina na mizi, skratka, da bi jo lahko prodali. In zelo pomembno je, kdo je lastnik v takem primeru. Ja, prav gotovo, vkolikor bo prišlo do tega negativnega scenarija, mora država z ustreznim ukrepom zaščititi perutnino, podjetje in pa tudi delovna mesta in pa v bistvu sprejeti vse ukrepe, pripraviti načrte v smislu prestrukturiranja, v smislu investiranja, izboljšanja zadeve in z dejavnostjo nadaljevati naprej. Ta razprodaja celotnega živilsko-predelovalnega sektorja v Republiki Sloveniji v preteklosti je seveda ena velika narodna tragedija in katastrofa. In zdaj seveda smo soočeni s stanjem, katerim pač tudi sami več ne moremo vplivati na številna področja, ki so zelo pomembna za Slovenijo. In seveda prehranska samooskrba, razvoj podeželja in kmetijstva zagotovo nekaj, kar je zelo pomembno. Jaz moram povedati, da tudi vlada Republike Slovenije je v lanskem letu namenila 310 milijonov evrov dodatnih sredstev iz Evrope za namen prestrukturiranja slovenskega kmetijstva, prilagajanja na klimatske spremembe, podporo kmetijam, malim, srednjim, tudi velikim. In zdaj seveda moramo skupaj s kmetijskim sektorjem se usesti in doreči strategijo za razvoj za naprej. Kar pa se tiče, kako bo to vplivalo na Ukrajino ali Rusijo in seveda lastnika, poglejte, tako ne vemo, kdaj bo se to končalo. Nekateri pravijo, da to več ne bo vprašanje mesecev, ampak že let in na tem smo seveda lahko upravičeno zaskrbljeni. In prepričan sem, da je Slovenija takrat naredila z narodnega vidika kar nekaj strateških napak, da smo tako poceni vse to razprodali. Gospa Vrabel. Ja, lastnik je tujec, tu zdaj spremeniti ne moremo nič. Upamo samo, da se do tega ne bo prišlo, da bo vseeno ta ukrajinska vojna se čim prej končala, ker tukaj ni samo brat, ampak so tu tudi kooperanti, ki vzgajajo te piščance, ki se potem gredo v obrate v predelavo. Zato upam, da bo se obdržalo lastništvo kot je in da ne bo prišlo do tega scenarija, če pa že je pa tukaj sodelovanje lokalne skupnosti in države, da se pogovarja med sabo že zdaj, da se oblikuje mogočni scenarij tudi v tem primeru, če bi resnično Ukrajinec prodajal, da se lahko to potem takrat ad hoc pristopi k reševanju problema in reši ta obraz. Vseeno pa je esencialnega pomena za Perutnina, za Ptuj, kajti zaposluje kar precejšnje število ljudi in bi bila socialna, ne bom rekla katastrofa, ampak problem na Ptujskem kar hitro. Ja, ukrajinska kriza je naredila svoje. Tu se vidi, kak je bil zgrešen prodaja perutnine. Mi bi mogli strmeti na dvigo nacionalne samooskrbe s hrano. To se zdaj najbolj kaže. Kaj se bo pa zgodilo s perutnino, je pa res vprašanje, ker ne vemo, kot je rekel kolega, bo to trajalo 1 mesec ali 2 leti in to podjetje je globalno podjetje, tako da bomo sigurno mi tudi, se bo tu poznalo. Kaj pa, če se dotaknem še drugega velikega igralca, recimo Talum Kidričev, tudi tam je bila že ob epidemiji, v bistvu je bila velika kriza v avtomobilski industriji, potem je prišla še ta vojna v Ukrajini, skratka tudi drugi večji player na tem območju lahko kaj hitro zapade v morebitne težave. Kako bi v takem primeru ukrepali? Je nekaj, kar se tiče Taluma, bom rekla nekaj podobna situacija, ampak jaz, koliko imam moje informacije, Talum se vseeno pripravlja na najslabše scenarije, tako da mislim, da tam niso, bom rekla, speči in čakajo, pa upajo, da se ne bo poslabšalo stanje, ampak mislim, da oni vseeno pristopajo k določenim scenarijem in se pripravljajo. Pa se naj država tu aktivno vključi, denimo, če pride do kakršnekoli krize, ali naj pusti prosto pod trgu, recimo?
Ja, en izmed težav, ki jih se bo soočil Talum, je tudi rast cene CO2 kuponov. Ne? Te cene rastejo iz tedna v teden in pritiskajo na celotno energetsko intenzivni sektor v Evropi in tukaj seveda zgubljamo na konkurenčnosti in seveda tudi druge države globalno nas seveda prehitevajo, ker seveda niso tako fair in okoljsko naravnane kot mi. Imamo pa seveda tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zakon, ki seveda predvideva pomoč podjetjem v stiski, ampak to seveda gre za mehanizem usklajen z Evropsko komisijo in zato morajo biti izpolnjeni 3 kriteriji. In jaz mislim, da takšna strateška podjetja spadajo po to. Moramo pa seveda vedeti, da se v Talumu maksimalno trudijo, se prilagajajo, so okoljsko zaveščeni in odgovorni in mislim, da so kakorkoli gledano, glede na situacijo, zgodba o uspehu. Vi ste v gradbeništvu, v bistvu ob krizi avtomobilske industrije, aluminije tudi v gradbeništvu. Tudi v gradbeništvu se v bistvu dogajajo zelo podobne situacije. V bistvu trenutno gradbinci odpovedujejo velike gradbene pogodbe, v bistvu surovine, v bistvu železo, fosilna goriva vplivajo na cene, v bistvu na podlagi katerih so sklepali pogodbe, dobavni roki so nedorečeni in v bistvu podaljševanje vseh dokončanja tega gradnje, v bistvu niti ne vemo, kdaj bomo lahko dokončali. Pomeni smo zelo odvisni od železa in od nekih surovin, ki prihajajo tako iz Rusije ali pa tudi iz Ukrajine. Zdaj za Talum jaz nimam slabih informacij, da bi bilo tako kritično. Res je, da je trg tudi pri aluminiju zaostren zaradi avtomobilske industrije, ampak mislim, da tu bi pa se mogoče navezal na to, kar je Čuš omenil, ti CO2 certifikate, mi moramo postaviti sistem, da bomo ta denar, ki se namenja temu, usmerjali nazaj. Jaz sam prihajam z kmetijstva, delamo zelen projekt, kako je kmetijstvo v bistvu vezalec CO2 z zviševanjem deleža humusa v tleh in se iz tega denarja lahko tudi to financira. Tako da po avstrijskem vzoru že upravljamo na Ptuju tudi te projekte. Torej, če bo potrebno, kako s Talumom, kako naj država pomaga, mora biti tudi z vložki, ne samo z socialo, torej naj se intenzivno vključi ali ne? Ja, jaz mislim, da je to, kar je gospod Čuš rekel, da je to nujno potrebno, ko bo do tega prišlo, pa verjetno bo prišlo z ozirom na to, da ta energetska kriza se sigurno tudi v teh podjetjih pozna in se bo poznala in zato brez državne pomoči oziroma teh subvencij, ki so možne preko zakona, kot je gospod Čuš rekel, sami gotovo. Upam pa, da morda Talum niti ne bo prišel v to situacijo. Je pa to pomembno, da ima država s Talumom resne načrte ali kakšno je vaše mnenje, gospod Koražija? Ja, seveda, jaz mislim, da prav, glede na to, da vem, da ima Talum zelo sposobno vodstvo in se res trudi na vseh področjih, kako zaščititi in tovarno in svoje delavce, bi bilo pametno tudi, da v primeru, da bi se zgodil kakšen črni scenarij, da tudi država potem z nekim lastniškim deležem stopi v tovarno nazaj, če je možno seveda, ker kot ste videli, je dejansko neki leitmotiv tega današnjega pogovora oziroma debate prav to, da vse, bom rekel, tovarne oziroma tudi proizvajalce, ki ste jih omenjali oziroma smo od njih diskutirali, je problem to, da so v vlasti tujih lastnikov ali pa vsaj delno v vlasti tujih lastnikov. Tako da mislim, da bi bilo kar. Vi poznate Talum? Poznam. Tukaj je treba upoštevati 2 predpostavki. Prvič, Talum je državno podjetje, torej država ima močen vzvod, da drži to tovarno v razvoju, in drugo, aluminij je strateška surovina. In Evropa je zaščitila proizvodnjo aluminija v raznih državah, v evropskih državah so ti CO2 kuponi že davno vključeni v pravni red držav. Slovenija je tu, ne vem, če ni med zadnjimi ali celo ta zadnja, ki tega še ni naredila in zaradi tega se Talum izredno trudi in moram reči, da bi v tem, če bi država hitreje uredila s CO2 kuponi,
bi bistveno prej pripomogla Talumu v razvoju, kajti Talum ogromno vlaga v razvoj, da se prestrukturira v izdelke z višjo dodano vrednostjo in so za njega tudi ključnega in strateškega pomena ta pravna podpora države s CO2 kuponi, da se lahko hitreje razvija v smeri z izdelki višje dodane vrednosti na evropski in svetovni trg, v gradbeništvu, v avtomobilizmu, v prehrambeni, kozmetični industriji in zagotovo verjamem, da katerakoli vlada bo, Taluma ne bomo spustili, niti približno ni v enakem položaju kot Perutnina in tukaj imamo vse vzvode, da ohranimo to močno tovarno tukaj. Tudi jaz se strinjam, da bo država podprla Talum, ker je le aluminij strateška kovina, tako da drugače pa jaz ne poznam dobro Taluma, tako da ne morem komentirati. Prav, hvala za iskrenost. Pa gremo, ena kratka replika. No, prej ko sem razlagal zadevo, glih to sem pravzaprav pozabil povdariti, da ko se gre za tele državno strateške pomembne tovarne oziroma proizvajalce, je prav, da tudi država še bolj močno pristopi z večjimi vložki. To sem prej hotel povedati. No, pa gremo kar k naslednji zadevi, kjer država še ni pristopila, pa je tudi en tak ptujski evergreen, če smo prej 23 let je že od diplomske naloge od urgence, verjetno podobno za ptujsko obvoznico ali pa še več, 26, pardon, se pravi 3 leta več. Torej, zanima me vaše mnenje, vi ste v gradbeništvu, kako je to mogoče, da se v Sloveniji tako dolgo ne pride do nekega projekta, ki ga tako krvavo neko mesto ali neka regija potrebuje? Ne vem, v bistvu prvo moram reči, da so v bistvu postopki prostorskega umeščanja bilo kakšnega projekta v bistvu preveč zakomplicirani, v bistvu, prav tako pa v bistvu so zelo je potrebno v bistvu pri načrtovanju dati veliko odgovornosti, ker v bistvu vsak poseg, ki ga umeščamo, mora biti v bistvu sprejemljiv tako z okoljskega, prostorskega, tehničnega vidika in zelo pomembna tudi ta družbena sprejemljivost v bistvu z upoštevanjem v bistvu te eksterne stopnje donosnosti v bistvu samega projekta. V bistvu zakaj še ptujska obvoznica ni zgrajena v bistvu, ne? Zakaj še govorimo o varianti, zakaj govorimo o optimizaciji neke variante v bistvu. Tudi tukaj v bistvu moram reči, da pri tem prostorskem načrtovanju v bistvu vemo, da posege v prostor, katerega so državnega pomena, v bistvu v prostor umešča država. In tukaj mogoče tudi lokalna javnost v fazi, ko se je dala pobuda, ko se je začel postopek, ni pristopila v bistvu, kaj si želijo v bistvu in potem sedaj, ko že pridajo neke rešitve na plano, govorimo o družbeni sprejemljivosti, kaj je boljše za lokalno okolje in kaj pa ni boljše za lokalno okolje. Tako da mogoče tudi lokalna skupnost pred 26 leti ni jasno povedala, katera varianta je v bistvu bolj sprejemljiva za njih oziroma katera ni. Mislite pa, da nima Slovenija slučajno zakompliciranih predpisov, da dejansko lahko pri vsakem drevesu se neka investicija zaustavi ali pač ne? Prav gotovo, v bistvu iz mojih projektov, ki jih vodim, moram reči, da najhitrejši prostorski načrt, katerega smo sprejeli, v bistvu, ampak je bil brez okoljske presoje, ki ni bil potreben, je bil 2 leti, v bistvu so pa prostorski načrti, katerem delamo tudi več kot 15 let. Ne? In tukaj dejansko je potrebno to zakonodajo, moram reči, da v bistvu zakon spremeniti, ampak ne spremeniti vse zakonodaje, ki je sedaj dobra. Dajmo spremeniti tisto, kar je slabo. V bistvu, ker dejansko vsaka vlada, ki pride, želi pripraviti gradben zakon, pa zakon o prostorskem načrtovanju. V bistvu, in tukaj velikokrat postavimo vse stvari na glavo. V bistvu ne sprejmemo še enega akta, že imamo nov zakon. Prav tako v bistvu tudi ne vem, zakaj sprejemamo neke zakone. Jutri bo začel veljati zakon o varstvu okolja, na katerega je bilo vloženi več kot 100 strani amandmajev, ampak je sprejet. Gospod Pribožič, kdo je kriv, da še vedno ni obvoznice na Ptuju? Ja, 33 let živim na Ptuju, živim v Ormoški cesti, dobro poznam, kakšne so razmere. Vedno se je debata zaključila o tem, da pač v Naturi območju ne more biti zgrajene obvoznice. V Evropi se tudi znotraj Nature območja gradi. Ne nazadnje Puhov most čez Dravo gre preko Natura območje. Zato jaz osebno še vedno zagovarjam, da je za Ptuj obvoznica samo južna varianta. Vse drugo je uvoznica v Ptuj. Tudi ta zdaj, ki bo študijsko obdelana, seveda bo z poglobitvijo, z tunelom pod Ormoško cesto, bo precej draga varianta.
Predvsem pa mene skrbi to, da bo tudi trajno uničenih kmetijskih zemljišč na Ptujskem polju, če govorim od Gajk do Markovc, kar veliko. Namreč mi smo kmetici malo pogledali, če bi s Turniš do Markovc peljali čim krajšo varianto, 5,5 kilometra, ta preko mosta, preko Gajk je 8,5 kilometrov in toliko več kmetijskih zemljišč. In meni ne gre to, da za študije vedno rabimo tako veliko časa, posebej, ko se govori o naravnem okolju, o naturi, ko pa za ljudi študije delamo, ki živimo ob cesti, je pa lahko pot krajša. Ne? Torej, gospa Vrabel Ferenčič, še vedno nismo na skupnem imenovalcu glede obvoznice. Kdaj bomo? Ne vem, prejšnji teden je bila pri nas tukaj delegacija, kjer so z ministrom, kjer so predlagali optimizirano S5 varianto. Zdaj, če je ta resnično najboljša za Ptuj, najcenejša, najhitrejša, nisem najbolj prepričana, bi pa si želela, da bi prišlo do trase, ki bi pa dejansko omogočila Ptuju najhitrejšo, najcenejšo pa najboljšo varianto. Zdaj, In to po vašem mnenju je? Po mojem osebnem mnenju bi bila to južna varianta. Ampak to je pa moje osebno mnenje. Gospod Čuš? Se strinjam, tudi jaz moram reči, da sem zelo skeptičen do te optimizirane variante S5. Tudi mislim, da nima smisla zdaj pred volitvami na hitro sprejemati tako pomembnih odločitev. Vsekakor treba povedati, da tudi civilna iniciativa, ki se tukaj bori za obvoznico oziroma južno obvoznico, je bila zelo konstruktivna in obžalujem, da se jim strani lokalne skupnosti in države ni dalo vseh informacij. In strah me, da ta optimizirana varianta S5 pomeni samo v bistvu hitra cesta Markovci-Ormož, Ptuj pa bo imel še naprej še večje probleme, kot jih že imamo danes. Gospa Razlak? Jaz bi sam na kratko rekla, da upam, da bo ta civilna iniciativa vztrajala tako dolgo, dokler ne bo zasajena prva lopata, ki bo trasirala tisto pot, ki si jo prebivalci ob tej ormoški cesti želijo. Gospod Koražija, so krivi predpisi, ljudje, vlada? Poglejte, zdaj sigurno so neke zadeve ostale nekje vmes med državnim nivojem in lokalnim nivojem. Tu je treba res priznati, da je civilna iniciativa v bistvu oživela ta projekt Ptujske obvoznice nazaj in ga tudi pripeljala kar daleč spet. In dejstvo pa je, da ko govorimo o Ptujski obvoznici, je potrebno res pomisliti na Ormoško cesto oziroma na samo Spuhlo, ker dejansko ljudje živijo res v razmerah, ki niso na čase res vredne človeka oziroma so zdravstveno zelo ogrožujoče. Katero rešitev pa vi zagovarjate? Dejansko, moj predlog osebno je bil celo, ki sem ga tudi podal kot pobudo oziroma tudi kot predlog ministra oziroma vladi, je bil to, da bi celo pod jezom zgradili neke vrste tunel, ampak to je cenovno bilo takrat tudi preveč. So rekli, da bi preveliko stavilo in preveliko stvari bi bilo potrebno urediti, da bi lahko to sploh izvedli. Se mi pa zdi dobra ideja, ker zakaj pa ne, če bi imeli svoje finance. Kakšno je vaše stališče te problematike? Ta problematika res poteka že predolgo, veliko je akterjev, veliko je različic in menim, da je treba presekati ta gordijski vozel, kajti spodnje Podravje potrebuje močno infrastrukturo za razvoj gospodarstva, razbremeniti je treba tudi prebivalce ob teh cestah, povišati kakovost življenja tukaj in nobena različica ne bo prava. Pač je potrebno poiskati kompromis med zneski, med vplivom na naravo, ljudi, okolje in najti neko varianto, ki je najbolj optimirana. Če pravi stroka, če je večina bila poenotena okoli te S5 optimirane variante zdaj, eno je potrebno izbrati. Jaz mislim, da vleči vedno, kadarkoli prihajamo proti zaključku z neko rešitvijo, pa spet potegniti nazaj, da ni prava, bomo čakali naslednjih 26 let. Preden damo repliko gospodu Čušu, še stališče gospoda Ferka. Res je aktualna postaja ta Ptujska ormoška prometnica pred vsakimi volitvami. Pol se to malo poleže, razen iniciativa je tista, ki se še malo ukvarja s tem in tako so 4 leta okoli in se ne naredi ni nič. Ampak tudi vaša stranka je bila v vladi, a ne? Ja, je bila in mi smo že, takrat je tudi ministrica šla pogledati si traso osebno, in smo se, pač je bilo namenjeno takrat, da bi šla po južni trasi, ker bi bilo najmanj škode, najmanj, mislim, ne bi se rušilo dosti. Je pa res, da je to, kot ste prej omenili, natura tista, ki zavira to zadevo. Koliko pa jaz vidim zdaj, to več plavni gozd že dolgo ni
tako da so tudi tisti habitati že po moje niso več interesantni za živali. Kratka replika. Jaz se strinjam, da treba presekati gordijski vozel, ampak zato pa se ne sme izključevati in prikrivati informacij ljudem, posebej civilne iniciative, ki mislim, da je delala to prostovoljno in naredila več kot tisti, ki so za to plačani. Še kakšno? Prav gotovo se bomo zavzemali, da bojo se umeščale v prostor tiste variante, katere bojo sprejemljive za vseh vidikov, ki so v fazi prostorskega načrtovanja potrebne. No, po petku, ko je bila ta seja na ptujski mestni občini, je zdaj odločitev sprejeta, zdaj se bo študija naredila. Če bo to rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za ljudi, seveda pa da je krajša, potem jo bomo morali sprejeti, to se strinjam. Me pa boli, ker bo trajno uničenih kmetijskih zemljišč in pa peljana cesta med hišami vseeno dolgoročno imela svoje posledice. Hvala. Mislim, da smo povedali kar precej in ura nas že preganja, čas nas preganja. Jaz želim samo od vas, samo še kratko misel od vsakega od vas za konec. Kaj boste najprej storili, da ne bomo 23 let čakali na ptujsko urgenco in 26 let na obvoznico, kot smo zdaj poslušali? Aktivno sodelovala in prenašala naše probleme v Ljubljano. Na vodovod čakamo še dlje. Aktivno sodelovala pri spremembi v bistvu predpisov, ki so potrebni in ki nas ovirajo pri realizaciji projektov. Zagovarjanje ptujskih projektov, predvsem pa nismo danes omenili poplavne ogroženosti širšega Podravja, tudi samega mesta Ptuja, ki je pereči problem in energetski objekti, ki tukaj služijo celi Sloveniji, puščajo velike posledice v naravi in ljudem. Izvolite. Gotovo bo potrebno dogovarjanje, sodelovanje tako lokalne skupnosti, države in pa, kot sem že prej omenila, veliko podporo mora imeti še vedno ta civilna iniciativa, kajti če ne bi bilo, če bi verjetno dalj čakali na te rešitve. Kratko. Ja, Izvolite. izvoli. Tako sem do zdaj hološko trmo, ker sem pač, ne glede na to, kdo je bil na oblasti oziroma kdo je bil v vladi in kdo ni bil, sem ministrom in tudi predsedniku vlade, če le bilo možno, bom rekel po domače, v narekovajih težil oziroma tudi jih prosil in tudi zahteval, da se zadeve uredijo, ker za mene osebno tudi kot Haložana oziroma kot Ptujčana je pomembno, da se pač ta decentralizacija Slovenije res konkretno zgodi in to z temi projekti, ki so v teku oziroma ki bi že morali tudi biti zgrajeni in urejeni, bo tudi še pridobila na sami veljavi. Kaj boste vi naredili, da se bo zadeve premaknile po 23, 26 ali pa še več letih? Želim biti močan glas Ptuja v Ljubljani, povezovati in zastopati interese ljudi in gospodarstva tega območja. Tudi jaz mislim, da morajo vsi poslanci z tega območja, ki bodo izvoljeni, stopiti skupaj in izvršiti pritisk na odločevalce v Ljubljani, da se ti projekti čim prej zaključijo. Najlepša hvala. Hvala vsem, spoštovane kandidatke in kandidati za udeležbo, vsem vam obiskovalkam in obiskovalcem, ki ste prišli in vsem, ki ste nas spremljali doma po spletni strani večer.com ali pa na BKTV. Posnetek bo na voljo tudi jutri za vaše fene na spletni strani večer.com. Povzetek pa seveda tudi v časniku Večer. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa.